Društvo podeželskih žena Kamnik Komenda je v gostilni Repnik pripravilo svoj redni občni zbor, na katerem so članice pregledale svoje delo v preteklem letu in naredile plan za prihodnje. Kakšen je glavni namen vašega društva? Glavni namen našega društva je druženje kmečkih in podeželskih žena, da se pogovorimo predvsem o problemih, ki nastarajo doma na kmetijah, da si pomagamo en drugi, da sodelujemo na splošno v vseh dejavnostih, tistih, ki so recimo tiste ženske, ki so v službi, imajo že v službi toliko stvari, tiste, ki so pa doma, so pa enostavno zapostavljene in se nimajo s kom pogovarjati, ne. Takrat se pa najdemo, gremo na kuharske tečaje, gremo na ekskurzije, vidimo, kaj se kje dogaja, vidimo kakšne novitete, vidimo, da imajo tam, pa predelujejo to tako, pečejo to na tak način, zmeri se ti novega učimo in to je bistvo našega druženja, ne. Rade se družimo, rade kaj zapojamo, rade smo vesele, rade smo v družbi. V družbi, tako. Kakor vidite, se kar fajn razumemo s celotno tole regijo, z našim sosednjim društvom, s Sofinsko dolino, z Blagovcem, pa tako okrog, še to, da iz Kranja so se tudi mečkam bolj, so tudi prišle, ker prej niti niso hodile in vse imajo nekaj novega. Vsak nekaj novega pridonese in to je za nas zelo pomembno. Na občnem zboru so spregovorili tudi številni gostje. Med njimi je bil tudi Jožef Romšak. In seveda čez en let bojo volitve tudi v organih Kmetijsko-gozdarske zbornice. Upam, da čez en let, da bo kakšna večja udeležba tudi na tem v občini Kamnik je bila udeležba, mislim, da 10% v Komentu 11, z Gorenjsko Kmetijsko-gozdarsko zbornico. In tudi na tem področju, kjer nimamo dobrega zastopstva, smo tam, kjer smo. Pred nam, kot veste, so spremembe določenih zakonov, ki ni nobeden dober. Zakon o kmetijskih zemljiščih je tak, kot je, v osnutku sicer govori nekatere stvari boljše, nekaj bolj zaščiti zemljo, ne, ampak je vprašanje, kako bo to sprejeto v državnem zboru, oziroma kako bo lobi poslancev, ki so istočasno župana, to zadevo sprejel, oziroma kjer nekje bo moglo se še zmeri si dati, zemlje pa zmeri manj. Enako moram reči, da v lanskem letu je pa izredno, takle cajt, mehne kasneje, veliko vprašanje, kaj je z dohodnino, kaj je z informativnim izračunom. Dobili smo številke take, da so nas glave pekle, smo se podkružili, da smo delo to dobili nazaj, ki je bolj razložen, zakaj se gre. Moram reči, da sem takrat veliko aktivnost speljal, na veliko srečo preko naše poslanke občine Kamnik, magistr Julijane Mlakar, Bizjak, ki je zadevo razumeva in je postavil poslansko vprašanje na to temo, samo kaj več kot, da se zadeva ni bo možno, se pa dohodnina nekoliko znižuje, če ne drugače je tudi z novim zakonom oziroma razumevanjem vlade o katastrskih dohodkih kmetijskih zemljišč, ki se je znižal za 36%, ampak so se druge dejatve dodale zraven. Kako bo z informativnim izračunom o nepremičninah, ki ste jih dobili v lanskem letu, upam, da ste se maksimalno tudi na to prikužili in da bo ta zadeva šla čez, oziroma da se zadeva popravi. Istočasno pa je tukaj zraven še vprašanje solastnine, to je področje, kjer so planine, kjer so skupinske pašnike in tako naprej. Ta zadeva je izredno kruta in da je pašnik na velik planin vreden za približno 50 €, govorim na pamet, več kot prvorazredna njiva v Prekmurju, ne razumem kot kmet, niti ne kot drugače. Če ne bo zadnja kmetija, zadnja hiša v občini Kamnik povezana z internetom, potem nismo naredili nič. Kajti otroci, ki prihajajo, bom kar primer rekel iz Palovč, kjer ni možnost drugače pride do interneta preko mobitela, so že drugorazredna napram tam, ki so iz mesta. Zbranje pa je nagovoril tudi kamniški župan Marjan Šarec. Navežem prej na gospoda Romšaka, ki je predčasno šel, vse sva se zmenila, da se dobiva tudi na enem sestanku, da pogledamo, kje smo in kam bi radi prišli.
Povedal je kar nekaj tistih problemov, ki so seveda danes aktualni, ki so pereči. Sam sem tudi, sicer pri nas doma, nismo imeli ravno kakšnega veleposestva, smo pa imeli ne 4 repe, smo pa imeli. Tako da te probleme dobro poznam, čeprav verjamem, da so v zadnjih 10 letih, kar mi ne kmetujemo več, pač starša sta že pokojna in tako naprej, so se te problemi samo še povečali, ne zmanjšali. Vemo, da kmet je danes premalo cenjen, kmetica pa še manj. In to ni prav. Prav je, da se te zadeve izpostavijo. Mene vedno srce boli, ko slišim takole med tako imenovanimi urbanimi ljudmi. Jaz pravim, da so tako urbani, da tudi ne jejo vsak dan. Med urbanimi ljudmi slišim, kako ima vsak kmet danes ne vem kakšne traktorje kupujejo, ne vem kaj vse. Veste, tisti, ki niso kmetje, radi vidijo tisto, kar jim paše. Ne vejo pa, da na kmetiji ni ne božiča, ne novega leta, ne praznika, ne nedelje, pa če imaš 4 krave ali pa 100, vstati moraš zjutraj. To je tisto bistvo. Rečeno je bilo tudi, da je občina Kamnik doslej ni dovolj naredila za kmete, za kmetije. Tudi na tem področju bo potrebno zagristi v to kislo jabolko in pogledati, kako bi lahko, seveda ne v kratkem času, tega se zavedam, ker letos v proračunu je že tudi so premajhna sredstva. Imamo 2 svetnika, ki sta kmeta, pa še župan je tudi en konc enega kmeta, še vedno v srcu. Tako da, čeprav mi res nismo ne vem kaj imeli, ampak v redu. Zato bomo res morali na tem področju narediti, kaj se da na področju samooskrbe, a ni žalostno, da odpremo kisle kumarce, pa vidimo, da so bile v Indiji polnjene, pa tako naprej. A ni to žalostno? Pa taka država, kot smo, ki imamo toliko zelenih površin, ki se res da krčijo. Jaz sem že povedal med volitvami, pred volitvami, da razvoja ne vidim v betonu. In to je dejstvo. Betona je zaenkrat kar dovolj. Če ne bomo ohranjali tistih zelenih površin, iz betona solata ne rase, pa še kaj drugega tudi ne, to se zavedamo. Žal je bilo, pa tudi še danes so interesi veliki, zdaj se pripravlja OPN, se pravi občinski prostorski načrt, in interesov je veliko. Veliko jih dnevno hodi z raznimi načrti pa parcelami, kje bi se vse še dalo pozidati. Tam, kjer je recimo na podeželju, kjer bi se zidalo zato, da bi recimo mlada družina si ustvarila dom na domači parceli in tako naprej, ali pa da se kakšna štala razširi, take stvari niso problematične. Problematične stvari so tam, kjer se za blokovsko gradnjo uporabljajo najboljše zemljišča. Imam tudi kakšnega kmeta, ki se je zavezal, ki je rekel, da mora v OPN-ju njegovo ostati nepozidano, pa so ga debelo gledali, kajti ta razmah te gradnje v zadnjem času, vsako parcelo, ki je bila kolikor toliko, da se je dala narediti zazidljivo, vse so pozidali. In to nas bo še teplo. To nas bo teplo. Mi bomo morali začeti graditi v strnjenih naseljih, kmetijske površine pa ohranjati. Vse lepo je imeti hišo tam na samem nekje sredi travnika, ampak pripeljati do tja vse kanalizacijske, vodovod in vse druge vode, se pravi komunalno opremiti, je pa velik problem. Zato mislim, da bomo morali, dobro, tam, kjer je zdaj že tako napeljano, tam ne morem kaj dosti storiti, ampak v bodoče si bom pa prizadeval prav zato, da bi kmetijstvo dobilo tisto veljavo, ki jo mora dobiti.